Mogoče bolj sproščeno, malo nasmejano, mogoče. Vse prvo je vedno tako. Pa če želiš še kaj drugega povedati. Tako reči, tako bo živo, veš pa pol naprej, ponovati bolj tako. Pozdravljeni, sem Deni Mermolja. Pozdravljeni, sem Deni Mermolja, star 28 let, doma iz okolice Kopra. Sem pisatelj, rad hodim s psi v naravi, berem in se družim s prijatelji. In vegan sem od 1.6.2015. Vegetarijanec sem postal enkrat spomladi 2014 in sicer, ko sem spoznal prijateljico Nušo Pevc in sva se pogovarjala in izgleda sem bil takrat že malo odprt za te stvari, pa mi je rekla: Deni, ne moreš imeti rad živali in jih jest. In jaz sem razmišljal en čas in potem se spomnim, sem gledal video na Facebooku, kjer je ena majhna punčka, je rekla, da noče jesti mesa in mama jo je snemala in ko je vprašala, zakaj nočeš jesti mesa, je rekla, zato ker jaz rajši vidim srnice in kravice stati in jih božam. In jaz sem rekel, jaz tudi rajši vidim kravice stati in jih božam. In sem rekel, pač pol ne bom jedel mesa, ampak kar se tiče mlečnih izdelkov in to pa še nisem povezal, da je to slabo, nisem imel znanja, ribe tudi, vedno so veljale, da ne čutijo in zato sem, v bistvu nisem bil prav vegetarijanec, sem bil pešetarijanec. 1.6.2015 sem slučajno naletel na objavo od Garyja Jurovskega, ki ima predstavitev o veganstvu na enem koledžu v Ameriki. In ko sem to gledal, me je totalno šokiralo, pač najprej to, kako on razlaga biološko, da smo ljudje v bistvu rastlinojeda bitja, zato ker nam čeljust hodi po strani, mesojedcem gor, potimo se kot rastlinojedci in tako dalje. In potem je bil še video dodan od mlečne industrije, ko en od teh delavcev prime telička in ga na silo hrani in to je pač dojenček, ki sploh ne ve, kaj oni hoče od njega. In ta se nekaj premika in oni prime telička, ga vrže po tleh in mu začne dati punji v glavo, boksanje. In jaz sem bil totalno šokiran, jaz si nisem nikoli predstavljal, da je to, pač vsi smo mislili, da so kravice na travnikih, da jih oni molze, zato ker jih je treba molzt. In to me je totalno šokiralo, takrat se spomnim, sem jokal, sem dajal punje, sem boksal tam posteljo, da dam ven to. In sem postal pol čez noč, oni dan sem rekel, neham jaz vse to in sem postal vegan. Prehod na rastlinsko prehrano je šel kar gladko. Imel sem srečo, ker mi je mama dosti pomagala, je pa bilo takrat, ni bilo še toliko tega kot danes. Recimo, če sem hotel narediti cel nakup, dobiti tofu, dobiti kakšen nadomestek sira ali karkoli, smo mogli iti v Tuš, v Špar po drugo stvar in potem je bila še trgovina Vita Care, kjer si dobil še tretjo stvar. Tako da en čas smo se lovili, ampak v bistvu problemov ali karkoli pa nisem imel, ker sem imel tudi, takrat sem treniral in sem spremljal programe na strani derbi.com, pa ima tudi meal plans in ima za veganstvo in sem tam potem pobral pač pogledal, katere stvari rabiš in sem pol list v bistvu kupil in tako sem si pomagal. V prehodu na veganstvo sem v bistvu občutil več energije, ker mi je telo rabilo manj energije za prebaviti težko prehrano. In takrat sem treniral doma bodyweight fitness in dejansko mi je šlo boljše, zredil sem se 2 kili, iz 64 sem prišel na 66, 67, čeprav so vsi mislili, da sem shujšal, ker so pričakovali, da bom shujšal, ne. Ampak ne. Pač jaz samo koristim več energije, boljša prebava, lažje sem telovadil, tako da nič. Bolan nisem bil, zboleval sem dosti manj, prehladi, tako, ker se mi je poboljšala odpornost, tako da sami plusi. Mislim, da je postalo dosti bolj mainstream. Jaz se spomnim 2015, ali mogoče nisem imel toliko prijateljev še, ampak se mi zdi, da je bilo dosti manj objav na Facebooku, dosti manj dogajanja, zdaj imaš Vegafest, skozi se nekaj dogaja, v Kopru imaš vegane, ki se družijo, v Ljubljani imaš vegane, ki se družijo, po svetu je to še 100-krat bolj, ker Slovenija je itak malo za časom, dajmo reči. Tako da napredek je, v trgovinah imaš dosti več nadomestkov, jaz sem mogel hoditi v te trgovine, zdaj dobiš vse v Šparu. Če greš v Špar, greš v Hofre, dobiš vse, kar rabiš, dobiš mesne nadomestke, dobiš sire, kar ti srce poželi, pač napreduje.
in se izboljšuje in mislim, da bo šlo tako samo še naprej. Družina je reagirala različno. Mama je dosti sodelovala, dosti pomagala in je tudi sama zelo zmanjšala meso skozi leta, ker živiva skupaj in večinoma, kar se loti kuhanja, je ona, pa pol kuha še zame, tako da je dosti vegansko. Sicer se ni odreklo vsemu, na žalost, ampak delam na temu. Brat podpira, ampak si zabija glavo v zemljo in noče gledati nobenih posnetkov, kar se tiče tega, in reče, jaz si vem, ampak se mu ne da. Njegova punca je zdaj začela z izzivom .si, tako da za zdaj par dni igra v redu. In začetno sva se pa že parkrat skregala, ker nisva na isti nogi, tako da tudi to se zgodi in pač noče slišati. In v bistvu večkrat začne, pač kot vedno z mesojedci, začne on debato, ja, zakaj si to začel, ko mu ti poveš, pa pol on gre v obrambni mehanizem in začne tebe napadati in na koncu si ti vsilil vegan in pač tako je to. Klape nisem zamenjal zgolj zaradi veganstva, ampak ker sem naredil dosti sprememb po življenju. Takrat sem se pretepal, sem bil huligan in pol, v bistvu, ko sem začel delati na sebi, sem tudi prišel to na veganstvo vmes. Tako da je že samo od sebe to malo odsekalo en del ljudi, s katerimi sicer, če se vidim, sem še vedno v dobrih odnosih. Sem imel par sporov na začetku z določenimi bližnjimi prijatelji, ker sem prvi dan, ko sem prišel na veganstvo, malo agresivno pristopil in jih označil vse za hinavce. Pa smo se potem malo skregali in so me čas tudi hecali zaradi tega, ampak načeloma zdaj shajamo v redu. Imam prijateljice, ki vejo, da sem vegan in me niti se ne norčuje več iz mene in dosti jih celo gremo jaz tam, ki je veganstvo in imajo ful dobro, pa sami že delajo počasi korake proti temu, tako da upamo, da bojo en dan tudi oni pristopili k nam v luč. Imel sem zelo temno preteklost, bil sem neonaci, rasističen huligan in s časom sem videl, da ta pot ni prava in sem se informiral in sem delal na temu in sem se spremenil in sem se ozdravil rasizma in točno tako, kot sem jaz videl, da pot rasizma ni prava in da smo vsi ljudje enaki in da smo vsi ljudje eno, sem kasneje tudi povezal s tem, da so tudi živali bitja in da ni prav jih ubijati, ampak lahko se informiramo in naredimo korak in spremembo v boljši svet in postanemo vegani. Ker tako, kot smo ljudje vsi eno, so tudi živali vse eno z nami in čutijo in se bojijo in imajo rade tako kot mi. Ko mi vsejedec reče, da naj je vsak kar hoče, to pomeni, da on meni govori, da jaz lahko pojem njemu mačko in psa. Ker če lahko je vsak kar hoče, lahko jaz jem kar hočem. Torej me vabiš, da jem pse, mačke. Ne moreš očitati Kitajcem, ker jejo pse in mačke, ker ti to ne odobravaš in pač se mi zdi absurden izgovor. In najbolj me jezi to, ko se dejansko norčuje se iz mene kot vegana, mene briga in te bom tudi zabil nazaj, če je treba. Ampak ko se še norčujejo iz trupel in iz teh bitij, ki jih celo življenje zlorabljajo in jih na koncu še ubijajo, to me najbolj. Da so pol še predmet zaničevanja in norčevanja, kot da jim nismo že dovolj naredili hudega. Mislim, da ljudje ne povežejo žive živali z zrezkom na krožniku, zato ker se tako varujejo sami sebe pred bolečino. Ker mislim, da najtežja stvar pri veganstvu ni niti to, da moraš spremeniti način prehranjevanja, ampak to, da moraš sebe pogledati v zrcalo, v ogledalo in si priznati, delam slabo že toliko časa. To je, mislim, da najtežje, ker vsi ljudje v sebi mislimo, da smo dobri. In si priznati sam sebi, da delaš nekaj slabega, to je ena izmed najtežjih in hkrati najbolj pogumnih stvari, ki jih lahko nekdo naredi. Pa še ena stvar, pač večina ljudi to dela in pol itak greš v družbo in misliš, da je to normalno in sodeluješ v tem in ne razmišljaš, kaj počneš.
kot sem omenil, sem pisatelj in trenutno končujem svoj prvi fantazijski roman The Curse of Daenerys, ki bo napisan v angleščini. Gre se o Ikarju, enemu majhnemu Neraju, to je vrsta, ki sem si jo sam izmislil in si želi leteti in se pol dela skozi knjigo na temu. In on ter njegova rasa so vsi vegani, tako da bo primerno tudi za vegani, se boste lahko poistovetili in ne boste rabili brati o raznoraznih mesojedih, gostijah in podobne reči, več pa po knjigi seveda, ko bo izdana. Živimo v dobi informacij in v tej dobi je ignoranca izbira, ne stanje. Na internetu imaš članke, znanstvene raziskave, pomoči in vsakdo lahko postane vegan in ni več izgovorov. Če bi videl koline v živo, ne vem, kaj bi se zgodilo, ampak sem skoraj 100%, da bi probal ustaviti na vsak način. Pač probal bi najprej retorično in mirno, ampak ne vem, če bi lahko samo stal in gledal, no. Tako da nikoli ne veš.